Dragi maturanti in maturantke, mogoče celo kakšni mlajši dijaki, ostala zainteresirana javnost, radovedneži, ljubitelji literature, lepo pozdravljeni na okrogli mizi z naslovom Svobodni ali ujeti. To je zelo izviren naslov, s katerim se ukvarjamo že celo leto, ampak danes bo obravnavan na izviren način s posebnimi gostjami. Prvo, kar vas prosijo gostje, je, da se malo bližje usedete, ker bi radi imeli stik s publiko. Tako da prosim, če se vsi premaknete za par vrst bližje. Čist resno. Dovoljeno je tudi, da si delate zapiske, da si boste s tem potem pomagali pri učenju in pisanju eseja in zaželeno, da v drugem delu okrogle mize postavite našim gostjam tudi kakšno vprašanje. Bomo kar začeli s predstavitvami gosti. Mateja Pezdirc-Bartol je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenskega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti. Doktorsko dizertacijo Recepcija drame, bralec in gledalec sodobne slovenske dramatike je zagovarjala leta 2005. Od leta 2006 je bila zaposlena kot docentka za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko, od 2012 kot izredna profesorica in od 2019 kot redna profesorica. Od doktorskega študija naprej se njeno raziskovalno in pedagoško delo vse bolj osredotoča na slovensko dramatiko in gledališče. Razprave z tega področja je objavila v znanstveni monografiji Navzkrižja svetov, študije o slovenski dramatiki iz leta 2016. Objavila je številne razprave v domačih in tujih znanstvenih revijah in zbornikih. Je tudi avtorica gimnazijskih učbenikov za pouk književnosti ter priročnikov za maturo. Njena raziskovalna težišča so slovenska dramatika in gledališče, teorija drame, mladinska književnost, primerjalni in medkulturni stiki, vloga sprejemnika v literarni in gledališki komunikaciji, medmedijski in meddisciplinarni pristopi k literaturi. Bila je gostujoča profesorica na številnih univerzah v Evropi, predsednica simpozijev in seminarjev. Piše tudi študije za gledališke liste, spremne besede, večkrat je bila v žiriji za Grumovo nagrado. Je članica Slavističnega društva Slovenije in članica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani med drugim predava o sodobni slovenski dramatiki in drobcev tega znanja bomo deležni tudi v naslednjih minutah. Lepo pozdravljeni. Se slišimo? Jaz sem zelo vesela, da sem danes z vami. Še bolj bi bila vesela, če bi bila lahko tako z vami bolj spodaj, pa brez mikrofona, ker se mi zdi, da zdaj kar nekako ste daleč, ampak sem res vesela, da ste se presedli malo bližje k nam, tako da bomo tudi lažje se pogovarjali. Zato, ker jaz imam za začetek takoj za vas eno vprašanje, čeprav ste najbrž vi mislili, da boste tako zdaj lepo tukaj tako udobno malo sedeli, ampak eno tako kratko vprašanje za začetek, potem bom pa jaz povedala. Živimo v svetu, ki je poln informacij. Te informacije vi dnevno sprejemate preko spleta, televizije, časopisov, podcastov, skratka en kup različnih medijev. In seveda me zanima zdaj, kje je tukaj mesto gledališča, kje ima gledališče danes svojo moč. Namreč gledališče je pravzaprav zelo počasen medij in vsaka stvar, ki se zgodi, predno bo prišla na oder, bo vsaj pol leta, če ne še več. Zato me zanima, kaj menite, zakaj sploh še rabimo gledališče? Pa lahko karkoli poveste, ni tako, da bi bilo napačen odgovor, ker bodo vsi odgovori pravilni. Pa lahko kar brez mikrofona poveste, samo tako, kaj se vam zdi? Ok, zelo dobro. Kaj še? Še mogoče kakšna tako ideja. Ok. Ok. Če mogoče tudi pomislite, če berete časopis, poslušate podcast, ste na spletu,
Kaj je v gledališču drugače? Ja, odlično, odlično. Kaj še? Okay, zelo dobro razmišljate. To, kar je seveda specifično za gledališče in česar vsi ostali našteti mediji nimajo, je to, da pri gledališču pravzaprav tako igralci kot gledalci smo istočasno, ob istem času, v istem prostoru, dihamo isti zrak in seveda ustvari se neka skupnost, ki skupaj proizvede gledališki dogodek. In to je tisto, kar je na nek način najbolj dragoceno pri gledališču. In seveda gledališče, za razliko od medijskih poročil, je neka estetska tvorba in zato tudi zahteva neko večjo vključenost, naj bo to bralca, gledalca, nek emocionalni napor, kognitivni napor. Skratka, nekako nas bolj potegne, bolj posrka, bolj nam približa določene dogodke. In zdaj, če mogoče pa tukaj parafraziram še enega, danes bomo seveda govorili o Tjaši Mislej, ampak recimo z razmislekom o moči gledališča se veliko ukvarja tudi Žiga Divjak, ki se mi zdi, da je zelo dobro definiral, ko pravi, v gledališču ne moreš pogledati stran. Se veste, ko doma gledate poročila, pa je nek dogodek, mogoče zraven sesate, jeste čips ali pa preprosto preklopite kanal. Tega v gledališču ni moč narediti. Na nek način smo soočeni z zgodbo in ta zgodba postaja na nek način do konca tudi naša zgodba, stiske ljudi, vse to, kar doživimo na odru, se nas dotakne, nam gledališče približa in nekako pridemo tem ljudem tudi ali pa prikazovanim zgodbam, nekako se jim približamo. In o teh vprašanjih seveda razmišljajo tudi današnji dramatiki in dramatičarke, razmišljajo o tem, kako pisati dramske tekste, da bodo te teksti danes gledalcev, bralcev sploh še dotaknili, da jih bodo prisilili k nekemu razmisleku o svetu. In vse to lahko seveda srečamo tudi v dramskem besedilu Tjaše Mislej. Jaz sem zelo vesela, da letos berete Tjašo Mislej, ne vem, kakšne so vaše izkušnje, ampak predvsem zato, ker ta izbor zrcali tudi eno novo poglavje v slovenski dramatiki in gledališču. Če pogledamo skozi zgodovino, smo imeli slovenskih dramatičark zelo malo. Čeprav že prve slovenske pisateljice, kot je recimo Zofka Kveder ali pa še kakšna druga, so bile seveda tudi že dramatičarke. Tako da to ni nekaj novega. To, kar pa je novo, pa je, da imamo dramatičark danes res veliko, imamo jih več kot prej v celi zgodovini slovenske književnosti. Ti dramatičarke so izobražene, dramatičarke so zelo pogosto povezane z gledališčem, so študirale, ponavadi tudi njihove študijske smeri so povezane z umetnostjo, s kulturo, z gledališčem, tako da dobro poznajo in zgodovino dramatike, kot tudi teorijo dramatike. In seveda vprašanje, ki se pa, zdaj še eno vprašanje imam za vas, zakaj pa mislite, da skozi zgodovino ni bilo dramatičark? Danes pa jih imamo res veliko in tudi te dramatičarke so en tak močen glas znotraj razvoja slovenske dramatike, prinašajo neke nove forme, nova vprašanja. Kaj mislite, zakaj dramatičark skozi zgodovino ni bilo? To ni specifično samo za slovenski prostor, ampak evropski in tudi širše. Okej. Ja, jaz mislim, da je to najpomembnejši razlog in da je to tudi naš največji civilizacijski napredek 20. stoletja. To, da ženska ni imela možnosti do izobrazbe, da se je njeno življenje razumelo predvsem kot življenje za domačim ognjiščem, da je bila že njena vzgoja drugačna, zagotovo zaznamuje potem tudi ustvarjalno pot. Poleg tega pa seveda tudi sam ta vstop žensk v javni prostor, možnost zaposlitve, udejstvovanja in pa v današnjem času tudi seveda spodbujanje ženske ustvarjalnosti z različnimi delavnicami, specifičnimi festivali. Vse to pripomore k potem tudi razvoju dramatike, ki jo pišejo današnje dramatičarke.
Bi prebrala mogoče samo en čisto kratek odlomek iz, ali pa tudi ne, zato ker imam zdaj mikrofon. Mečkam sam. Odlomek je iz besedila Zofke Kveder, ampak se mi zdi, da zelo kratek, krajši ne more biti in ni iz dramskega besedila, je iz Misterija žene, ampak zelo lepo v 3 vrsticah povzame, zakaj pravzaprav dramatičark v preteklosti ni bilo veliko. Citiram Zofko Kveder. Prišla je iz šole, 7 let je bila stara. Pojdi zibat, ji je dejala mati. Tonček gre lahko na dvorišče. Tonček se je šel igrat na dvorišče, ona je zibala najmlajšega brata. Njen prosti čas. Skratka, to, kar ste že sami povedali, možnost izobrazbe, možnost udejstvovanja v javnem življenju, vse to je pripeljalo do razcveta dramatičark. Zdaj pa, o čem danes pišejo dramatiki in dramatičarke? Seveda na eni strani imamo intimne teme, pišejo o medsebojnih odnosih, recimo mati, hči, razmerja med ženskami različnih generacij, različni partnerski odnosi, nezmožnost komunikacije v sodobnem svetu in podobno. Po drugi strani pa imamo danes dramatiko, ki je izrazito družbeno angažirana, dramatika, ki opozarja na problematične teme današnjega časa, naj bodo to podnebne spremembe, izkoriščanje delavcev, migracije, naj bo to neki vrednostni temelji demokracije, nove oblike izkoriščanja in tako dalje. Zdaj, vsem tem pa lahko pišejo skozi različno formo. Po eni strani lahko uporabljajo neko klasično dramsko formo, za katero je značilno, da temelji na dialogu, na zgodbi, na dramskih osebah. Lahko pa uporabljajo tudi drugačne oblike pisave, ki se odmikajo od tega dramskega, pisave, ki so mogoče bolj odprte, bolj namenjene odru, ki problematizirajo razmerje med glavnim in stranskim besedilom, ki vključujejo neke medijske vsebine, ki vsebujejo različne diskurze, ne več samo dialog, ampak gre lahko tudi za lirsko, epsko, neke filozofske, esejistične pasuse in tako dalje. Zdaj, besedilo Tjaše Mislej je seveda po formi še blizu neki klasični, tradicionalni dramatiki, bistveno izrazno sredstvo je dialog in pa seveda neka karakterizacija likov, ki je tukaj zelo precizno izdelana. Tjaša Mislej pravzaprav govori o našem tukaj in zdaj. Mogoče ste se tudi vi že kot dijaki srečali na počitniškem delu s kakšnimi zoprnimi delodajalci, različnimi oblikami izkoriščanja. Mogoče niste dobili plačila na napotnico tako, kot ste se dogovorili. Vse to so tisti momenti, s katerimi se je srečevala tudi avtorica sama, tako da je nekaj teh svojih, bom rekla, čisto avtobiografskih izkušenj potem vnesla tudi v ta tekst. Zdaj, v središču torej je neka podplačana delovna sila, ki jo tukaj predstavljajo ženske v skladišču. Ampak lahko bi bilo tudi kaj drugega, lahko bi bile natakarice, lahko bi bile medicinske sestre, mogoče bi bile delavke za tekočim trakom in tako dalje. Skratka, dejstvo je torej, da gre za neko podplačano delovno silo, ki je v današnjem svetu pravzaprav neslišana. In to, kar skuša narediti tukaj Tjaša Mislej, je dati tej neslišani delovni sili glas, nas soočiti z zgodbami 4 žensk. Te 4 ženske torej po eni strani delajo enolično, ves čas, zlagajo, prekladajo, konzerva sam, polica tja, ampak hkrati skozi te zgodbe mi vstopimo v njihove intimne svetove. In tukaj se mi zdi, da Tjaša Mislej, da ima ta nek občutek, da pokaže te osebe z različnih perspektiv in nam jih na nek način tudi približa. Približa v svojih stiskah in približa tudi v njihovih hrepenenjih. Namreč to so osebe, ki imajo neka hrepenenja, ki imajo neke talente, ampak teh talentov v družbi, kakršna je, ne morejo
pač pokazati. In danes sociologija govori o pojmu, ki se mu reče revščina zaposlenih. Torej tudi ljudje, ki delajo, ki hodijo v službo, ki redno opravljajo svoje delo, z svojo plačo ne morejo preživeti. In to je zgodba teh 4 oseb v družbi, ki sicer razmišljajo, da bi se uprle, ampak je ta upor zelo hitro zadušen, ker vendarle ta denar potrebujejo. Po drugi strani pa imamo zgodbo o njihovih hrepenenjih. Se spomnite, ko Evelyn reče, da se včasih počuti, kot da bi rada nekaj pač povedala, ampak kot da ta glas ne pride iz nje, da je kot ptica pevka, ki ne more spregovoriti. Da si včasih želela iti v glasbeno šolo, pa te možnosti ni imela. Skratka, opozarja tudi na to, da revščina pomeni tudi neko socialno izključenost, pomeni, da ti mogoče ne moreš razviti svojih potencialov, zato ker za to nimaš pogojev. In se mi zdi, da mlade dramatičarke in dramatiki so tukaj zelo pogumni, kažejo neko novo senzibilnost do sveta, kažejo na neke stiske sodobnega človeka, kažejo neko empatijo. In se mi zdi, da na nek način nas opozarjajo, da je ta družba danes tudi nepravična do marsikoga, da mu ne omogoča, da bi razvil svoje potenciale, da ostane ujet v te škatle, v konzerve, v zvonec, ki kliče za malico, in da pravzaprav mu ostane zgolj še upanje, da bo jutri drugače. Toliko za uvod. Najlepša hvala za ta izčrpen uvod. Nadaljevali bi z Evo Mahkovec, ki je dramaturginja predstave Zaprta vrata v MGL-ju, ki smo si jo ogledali pred mesecem dni. Po končani škofijski klasični gimnaziji je leta 2004 vpisala študij dramaturgije na AGRFT. Leta 2007 pa vzporedno medjezikovno posredovanje angleščina-francoščina na Filozofski fakulteti. Za diplomsko delo je leta 2011 dobila Univerzitetno Prešernovo nagrado. Od leta 2009 je kot dramaturginja zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem. Je avtorica dramatizacij literarnih predlog, naprimer Levitana Vitomila Zupana, dela o Edvardu Kocbeku in Stoletje bo zardelo Andreja Inkerta, Alice v čudežni deželi Lewisa Carrolla in drugih. Kot soavtorica podpisuje dramska dela 30-letnice, Prevzetnost in pristranost, Prizorišče dvojnega, Do zadnjega diha, Zdaj ter Bobby in Boris. Od leta 2006 je kot dramaturginja na oder postavila več kot 50 gledaliških del, tako tujih kot domačih avtorjev sodobnega in preteklega časa. Lansko leto je izdala žanrsko hibridno autofikcijo Toxic, ki ga lahko v dramski priredbi trenutno gledamo v SNG Maribor. Že predtem pa tudi Vinjete straholjubca in Na tak dan najbolj trpi Mastercard. Eva Mahkovic nam bo danes torej približala Zaprta vrata. Dobrodošli v prostorih vaših najstniških dni. Hvala. Kot ste že slišali iz moje biografije, sem jaz prvenstveno praktična dramaturginja. Delam v Mestnem gledališču ljubljanskem, v bistvu že odkar sem končala faks. Se pravi, to je zdaj že kar dolg, 14 let. Tako da jaz bi v resnici danes najraj, teater je zelo interaktivna stvar. Jaz bi najraj govorila tukaj predvsem preko vprašanj, ampak vem, da zdaj moram narediti ta uvod, ampak tudi ta uvod bi mogoče posvetila najbolj temi, ne toliko drami Zaprta vrata, ker ste jo, sem prepričana, že zelo dobro spoznali, ampak bolj razlika med uprizoritvijo in dramskim tekstom. To pa zaradi tega, ker je pač to nekaj, s čimer se jaz pač na dnevni bazi najbolj ukvarjam in mogoče se tega, ko prebirate dramatiko, ki je pač specifičen žanr pisave, ne zavedate toliko zelo. Se pravi, dramsko besedilo se takrat, ko gre na oder, oziroma ko se pripravlja, da gre na oder, zelo, zelo spremeni. Mislim, včasih malo spremeni, včasih pa zelo, zelo spremeni. To je zelo odvisno od konteksta, odvisno je od režiserja, odvisno je od avtorske ekipe, odvisno je konec koncev tudi od gledališča, v katerem se to dela, in od raznih takih dejavnikov. Zdaj pri Zaprtih vratih bi jaz rekla, da je to
bi sama nekako po svojem subjektivnem občutku uvrstila med tekste, ki so bili manj spremenjeni od takrat, se pravi od teksta, ki ga pač lahko beremo, ampak potem, mogoče se kdo tukaj z mano ne bi strinjal, zato ker je pač to nekakšna subjektivna ocena in jaz potem, ko sem se danes morala malo spomniti za nazaj, kako smo to besedilo delali, sem v bistvu videla, da smo mi izčrtali praktično polovico oziroma tretjino teksta, se pravi, delala sem jaz sama nov prevod, v resnici se je od te različice, ki ste jo vi brali za maturo, verjetno zelo veliko stvari spremenilo. Da ne govorimo potem o celi vizualni podobi, o konceptu režiserja, ki je pač postavil najbolj, bi jaz rekla, največja, najbolj očitna razlika v zelo abstrahiran prostor v primerjavi s tem, kar je pač Sartre zastavil. Potem seveda tukaj gre tudi za spremenjeno kostumografijo, pa kot sem že rekla, za zelo posodobljen jezik in predvsem za dramaturške črte. To pomeni pač besedilo, ki ga odrežemo in ga pač ne uprizarjamo na odru. Tako da v bistvu to so nekako, se pravi, prostorske razlike, prostorske oziroma vizualne razlike v primerjavi s tem, kar je pač Sartre napisal v svojih didaskalijah, je en aspekt, o katerem bi si želela, da mogoče potem spregovorimo oziroma da vi poveste tudi kakšna svoja opažanja o tem, zakaj ste to zgodili. Mi zmerom, kadar pač kot besedilo pripravljamo za na oder, gledamo kaj nam lahko v današnjem kontekstu govorijo, oziroma pač kako to staro besedilo, v tem primeru pač ne vem koliko 70 let ali koliko, kaj nam lahko komunicira danes. Pač tukaj imamo potem lahko seveda zelo različna mnenja, ni nujno, da je moje mnenje vedno enako tistemu mnenju režiserja, s katerim delam, z enimi sem bliže, z enimi nisem toliko blizu. Odvisno je seveda, kot sem že rekla prej, tudi od ekipe, potem pa vmes pa tudi sprejemamo ogromno kompromisov, ker ena stvar, ki bi jo še mogoče izpostavila, je to, da je gledališče izrazito umetnost več ljudi. Pri nas sicer velja trenutno, da še zmerom je na pohodu tako imenovano režisersko gledališče, kar pomeni, da je režijski koncept nad vsem, tudi nad dramskim besedilom, vsekakor, ampak jaz bi rekla iz svojih osebnih izkušenj, da je pač zelo stvar večjih ljudi in da je na to vedno, kadar gledamo predstavo, tega se je vedno treba zavedati. In potem na drugi strani, na to je pa že Mateja opozorila, je seveda tukaj tudi recepcija v publiki, tista, kar je ključna, kjer je pač ključna razlika v primerjavi recimo z enimi drugimi umetniškimi formami, ki se jih tudi da brati. Okay, zdaj sem šla spet malo stran od zaprtih vrat. Torej, prostorske spremembe, mislim, vizualne spremembe, posodobljen jezik in pa potem, kaj bi bila še tretja stvar, ki smo jo najbolj spremenili. Okvir, mogoče, samo to se v bistvu veže tudi na prostor, ali v katerem smislu okvir? Točno, ja, to bi jaz v bistvu sama vezala bolj na prostor, zaradi tega, ker smo želeli v bistvu iz te ene sobe oziroma iz te osrednje situacije samo 3 protagonistov postaviti tudi nekako ja, nekako smo si probali zamisliti, kako izgleda ta pekel tudi onkraj te celice, tako da ja, to smo še dodali, se pravi smo dodali pač tudi ta tekst, koncept neskončnega hotela. To je pač izhajalo iz neke režiserjeve zamisli o tem, da bi v bistvu po eni strani malo razširili vlogo sobarja in po drugi strani, da bi potem tukaj lahko razmišljali še, kot rečeno, malo o tem, kaj se dogaja za vrati. To je v bistvu to, kar bi jaz povedala. Zdajle pa se veselim kakšnih vaših komentarjev na to. Ja, sedaj bomo nadaljevali z dogodkom v mestu Gogi. Ana Obreza, rojena na višku poletja v začetku 90-ih let, je otroštvo in zgodnje mladostništvo preživela v objemu notranjskih gozdov. Ko je pri 5 letih odkrila branje in pisanje, se je začelo njeno trajno ljubezensko razmerje z jezikom. 2 leti zatem je svoje srce zapisala še violini in glasbi. Po zaključeni škofijski klasični gimnaziji je tako pričela študijem dramaturgije na ljubljanski AGRFT ter nadaljevala z učenjem violine na Konzervatoriju za glasbo balet Ljubljana. Diplomirala je s predelavo Camusjeve drame Caligula, magistrirala pa z avtorskim dramskim besedilom in filozofskim esejem Ustvarjenje, ustvari v stvari.
Obe deli sta bili nagrajeni s Prešernovo nagrado AGRFT. V času prakse 2016 v Slovenskem stalnem gledališču Trst je kot dramaturginja in igralka inštrumentalistka sodelovala v predstavi Dogodek v mestu Gogi v režiji Igorja Pisona. Leta 2019 je prejela Grumovo nagrado za najboljšega mladega dramatika. Bila je soavtorica in dramaturginja predstave Pina in Pier Paolo v SSG Trst leta 2022. V letu 2024 smo lahko na radiju slišali otroški dokumentarno igrani igri Zapiski bratovščine PK in še Pet spomina. Piše dramska besedila, gledališke kritike in članke z področja gledališča in filma za različne kulturne revije in portale. Občasno vodi tudi gledališke delavnice za mlade. Z glasbo, besedili in interpretacijo soustvarja kulturne dogodke ob različnih priložnostih. Ana Obreza je z nami, da k poznavanju dogodka v mestu Gogi doda še kako novo idejo. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav vsem. Smo se skupaj nasmejali moji biografiji, ki je bila tudi najdena na internetu, kakor sem jo pač napisala že pred leti, vsaj delno. Tako da ste že malo slišali, da me rado zanese v leporečje. Ker pač ja, imam rada lepe besede in lepo besedo in tako pol rata. Ampak kakorkoli, dogodek v mestu Gogi se je zame zgodil že kar nekaj let nazaj, torej 2016 je bil prizorjen v Trstu. Premiero je imel, mislim, da 12. februarja. In v bistvu zdaj mineva že 7 let, kar smo ga nazadnje igrali. Mislim, da je bila naša zadnja ponovitev na Tednu slovenske drame 2017 in od takrat predstava spi oziroma je položena k počitku. Ker ja, v gledališču je tako, da pač umetnost traja, dokler traja. Dokler se igra, živi, je dosegljiva in potem pač kar ostane v spominih gledalcev, je to, Tako da to je tudi ena od stvari, ki je vznemirljivih pri gledališču, ko je že na začetku sprašvala Mateja. Kakorkoli. Včasih pač tudi okoliščine, zunanje okoliščine sploh sprožijo, zakaj nekaj uprizarjamo. Ena anekdota v zvezi s to predstavo je bila, da bi mogli takrat igrati en musical, ameriški, za katerega gledališče ni dobilo pravic. Tako da v bistvu režiser je že bil angažiran, igralska zasedba je že bila in to je bil en igralec in ena igralka in nič drugega, to je bilo v proračunu. In potem, ko ni bilo teh pravic, je bilo pač malo na režiserju, kaj zdaj, pač bila je taka mal panika, ampak on je imel že svoj plan B, veliko željo, dogodek v mestu Gogi. In je pač tudi videl, kako bi to naredil za eno igralko in enega igralca. Tako da v bistvu besedilo, ki ima ogromno oseb, ima koliko 23 ali 25 oseb, je v bistvu porazdelil oziroma je določil, da bo pač moški igralec igral 5 moških vlog in oziroma eno žensko, 4 moške in eno žensko, kajti Afra in Tarbula ste tudi bile, brez dvoma. In ženska igralka Patricija Jurinčič, Finžgar, je igrala 3 ženske vloge. Poleg tega je pač se tudi odločil, da bo vključil glasbeno sekcijo, ker je bil prej na programu musical in so tudi že imeli koprodukcijo z glasbeno matico in pač tudi to je bilo nekaj, česar se ni dalo preklicati. In dogodek v mestu Gogi tudi že nekako ponuja ene nastavke glasbe, tam pride godba, pa pisar Klikot igra flavto, nekaj se oglaša. In Igor Pizon je tudi sicer operno režijo študiral in ima v ušesih muziko, tako da mu ni bilo se težko zamisliti, kako bi to pridružil celi stvari. Tako da v bistvu, ko smo se lotili dela, dramaturginji so bili jaz pa še moja kolegica Katarina Košir, smo v bistvu sledili pač tej ideji, da vam pripeljemo Hanino zgodbo, ker smo jo pač prepoznali kot tisto bistveno, ključno linijo celega besedila, ki pač mora ostati cela in pač, da ji lahko gledalec sledi in
da je to tisto, kar nas pač pelje čez uprizoritev. Ob tem pa pač še druge epizode, ki popestrijo in osvetlijo v bistvu celo okolje in okoliščine te nesrečne Hanine zgodbe. Ja, kot sem že omenjala, je bila zraven tudi taka glasbena sekcija, violinistka, violončelistka in pianist, ki je bil hkrati dirigent. Pravzaprav sem jaz kot violinistka skočila 2 dni pred premiero, ker je pač siceršnja violinistka zbolela. Tako da to je bilo pač še eno tako nepredvidljivo naključje, ko so pa rekli, kaj bomo zdaj, zbolela je in a boš lahko? In sem. Tako da sem potem v bistvu odigrala tudi vse ponovitve skupaj z ekipo, ampak samo trenutek. Ja, je šlo pa tako, da v bistvu je bila glasba nek povezovalen element. Ko so bili posamezni prizori, Afra Tarbula, potem je ponovadi bil nek prehod glasben. Glasba je igrala malo to vlogo prehoda, je pa tudi okolje so ustvarjala, ker je režiser zaslišal iz te zatohlosti Goge v tako meščansko, operetno, operno glasbo in so potem neki taki tudi Straussovi šlagerji in to pač nekako bili na glasbenem meniju. Je pa zelo bistveno, da vam orišem v bistvu scenografijo, ker že sam Grum je sugeriral sočasnost vsega, kar opisuje. In smo imeli v ekipi super scenografko Petro Weber, ki si je zamislila to sočasnost tako, da so bili po odru postavljeni tepihi, torej preproge. In vsaka preproga je bila, kot da je tlo risane hiše, kot da je pač to eno stanovanje. Vmes so kakor ulice med preprogami, na sredini je bil pa en velik stolp iz kovinskih palic, ali kako naj to opišem, ki je služil in za kletko in za lestev in še za kaj. In skratka, mi, ki smo bili nemi prebivalci Goge in smo govorili samo z inštrumenti, kadar je pač do tega prišlo, smo imeli vsak svojo hiško. Jaz sem pač imela eno preprogo in sem vedela, tukaj sem doma, tukaj lahko počnem karkoli in se ne ukvarjam s tem z ostalim, razen kadar so bili kakšni določeni punkti, kadar je bilo nek slutiti, a bo dogodek. Takrat smo pač malo tudi sugerirali pač to slutnjo dogodka. Poleg nas pa so igrale tudi nakupovalne lutke, se reče nakupovalne, kakšne so lutke, izložbene lutke, ki so bile pa še bolj neme vloge. In pač so tudi pač v bistvu nekako dajale ta vtis otrplosti, nepremičnosti enih ljudi, ki tam so, ampak jih ni. Ja, ne vem, nekako sem se zdaj že začela malo zgubljati v celih spominih, ker tudi zadnje dni, ko sem se probala spomniti, sem videla, da je kar neki prahu se nabralo na tej predstavi v mojem spominu in mogoče za zdaj tudi naredim piko. In rečem, da je bila zelo zanimiva izkušnja in ja, potem počakam na vaše vprašanja tudi še. Najlepša hvala. Predstavili bi pa še zadnjo gostjo, docentko in doktorico Andrejo Poljanec, ki je psihologinja, zakonska in družinska terapevtka in supervizorka. Magistrski in doktorski študij je opravljala kot mlada raziskovalka na Teološki fakulteti, smer zakonska in družinska terapija. Je docentka za področje psihologije na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani. Na študijsko-raziskovalnem centru je vrsto let razvijala projekte Pomoč mladim družinam v stiski. Od leta 2018 je vodja študija psihologije na Univerzi Zigmunda Freuda, kjer tudi predava. Na Fakulteti za uporabne družbene študije izvaja strokovne predmete povezane s psihosocialno pomočjo. Izdaja knjige in knjižice, audio in video posnetke ter se aktivno udeležuje mednarodnih in domačih kongresov. Njeno primarno raziskovalno in razvojno področje so na teoriji navezanosti zasnovani družinski odnosi.
V povezavi s tem proučuje razvoj sproščenega ter sočutnega starševstva, pomena čustvenega stika v odnosih, razvija terapevtsko delo s skupinami, družinami, otroki, mladostniki in pari. Predava predvsem staršem, vzgojiteljem, učiteljem, pedagogom, socialnim delavcem, zdravstvenemu osebju, prostovoljcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi. Sodelavci je leta 2012 ustanovila Zavod Študijsko-raziskovalni center za družino, kjer je strokovna vodja. Gospa Andreja Poljanec bo danes osvetlila pomembnost odnosov v naših maturitetnih dramah. Dobrodošli. Ja, hvala. Prav lepo vas je bilo vse poslušati, tudi uvod, tole ste kar študijsko vzeli, vidim. In tako mi je bilo lepo biti zdajle z vami, no, ker ste umetnice. Tako sem si rekla, koliko je to en lep poklic, kjer si zmer lahko ustvarjalen na nek način in delaš z besedami. In to je tudi ena taka zanimiva povezava s psihoterapevtskim delom, tudi psihološkim, ampak še bolj s psihoterapevtskim, kjer pa v resnici te travme, pa manipulacije, pa druge grdobije, ki so se zgodile velikrat v otroštvu ali pa v mladosti, pa tudi kasneje v življenju, kakor slišimo v teh različnih dramah, ki je vse možno se srečati s travmami pa z manipulacijami, kjer pa v resnici v terapiji oziroma pri delu z ljudmi, tudi če ne v terapiji, tudi velikrat ali v šoli ali v zdravstvu, te zadeve potem z odnosom na nek način prečiščujemo, zdravimo, ubesedamo in v tej smeri razmišljamo, pa velikrat tudi občutimo, da lahko pridejo ljudje do nekega tazga odrešenskega vidika, tudi znotraj tega trpljenja pa teh patologij, ki jih tukaj v teh dramah tako zgoščeno na nek način doživimo. Moram reči, da sem se tudi kar malo vrnila v moja zelo davna gimnazijska leta in silne mature in sem si rekla, po kakšnem čudežu sem takrat to naredila, ker še zdaj komaj razumem Gogo po tolikih letih študija. Tako v smislu, koliko zgoščeno je toliko simptomov pa duševnih motenj pa psihopatskih nagnjenj uspel ta zdravnik Grum združiti. Tako da jaz sem pol malo tako skušala izluščiti, kaj bi vam mogoče pomagali, tudi vam pri razumevanju mogoče celo teh dram. Predvsem Gogo sem jaz zdaj malo tako bolj, bi rekla, prebrala, pa malo še okoli nje prebrala, pa premišljevala, pa kjero že, ta valček, no. Pa tudi mi je bil res zelo všeč in zanimivo je, da imata ogromen skupnega, ampak na majčken različen način. In sicer sem mislila izpostaviti, da tako oba vključujeta doživljanje travm pa mikrotravm, pa mogoče čisto malo na kratko razložim te dva koncepta. Travmo mi poimenujemo kot en zelo tragičen dogodek, kakor na primer je Hana, tam, ki je še ne 13-letna ali kako že reče, ali 14, doživela to posilstvo od tistega hlapca, temu bi rekli recimo travma z velikim T, celo tako se kar reče, da si malo lažje zapomniš. Potem je pa veliko dogodkov v našem življenju, ki mu pa rečemo mikrotravmatični dogodki. To so pa v resnici taki vsakodnevni dogodki, če živimo v odnosih, kjer ni ene take ta prave mere sproščenosti pa sočutja oziroma neke empatije, kjer je prisotno velikrat psihično nasilje, kakšno tako cinizem, poniževanje, sramotenje, vnašanje krivde v otrokove občutke ali pa percepcije, ali pa tudi kakšno tako mogoče ekonomsko nasilje ali pa različne oblike tudi fizičnega nasilja ali pa kaj takega. To pa so velikrat potem kot mikrotravmatični dogodki in jim rečemo mikrotravme. No, in je zanimivo, da v resnici pa prva kot velika travma, pa tudi te majhne travme, pa so vedno kot zelo močen dejavnik za razvoj psihopatologije. Tako da v
V resnici pa v obeh dramah vidimo, da se je potem tako vzajemno na nek način razvijala ena patologija ali pa se je kar vzdrževala v odnosih. A ne? Zato, ker vse te oblike travm povzročajo, da se naše mišljenje, pa čustvovanje, pa občutki, pa tudi naša struktura osebnosti oblikujejo drugače, praviloma manj zdravo ali pa nekvalitetno, na nek način v eno smer usmerjeno, tako kot da bi bil to mal tak strupen učink na našo psiho, pa tudi na naš organizem, pa tudi na nevrološki vidik, torej na možgane ali pa celotno tako delovanje, a ne človeka kot organizma. Tako da oba vidika travme imata zelo močne učinke torej na delovanje torej čustvovanja, kognitivnih funkcij in nevroloških vidikov in zato je zelo težko izkoreniniti travmo iz posameznika oziroma iz odnosov, kjer potem ti način predelovanja travme na nek način živiš. A ne, tako da različne te pedofilije ali pa recimo ta detomor ali pa različne manipulacije ali pa zasvojenosti, tam, kaj je alkoholik ali pa vse to je velikrat tako, rečemo, kot mečkan, da ne veš točen, a je prej kura ali jajce. V tem smislu, da je vedno zraven pomemben tudi vidik genetike, ampak hkrati pa vsi te dejavniki, ki so v odnosih prisotni, pa ki so v bistvu psihološki oziroma čustveni. A ne? No in potem je tukaj še en tak vidik, predvsem teh velikih bolj travm, da se pa celo medgeneracijsko prenašajo. Kar recimo konkretno pomeni, da če ena generacija travme na nek način ne uspe ozavestiti, pa nekako prečistiti, bi rekli, da se jo uspe zavedati, ker tukaj v teh recimo razlagah teh dram sem videla, da se misli, da je ta Hana naprimer kot na dobri poti razreševanja travme, kar najbrž je res, ampak v resnici je samo na poti, če, ne vem, najbrž ste vi tudi to opazili ali pa se že pogovarjali, ker v resnici še ne uspe spregovoriti o njej. A ne? V resnici je tako, da se pri taki veliki travmi zgodi, da je celo eno področje v možganih kar tako, kot da bi malo zgubilo funkcijo. To je prav področje za govor in ti kar nimaš besed za to travmo, poleg tega, da se počutiš krivega, zmanipuliranega, pa prestrašenega, pa da imaš občutek, da te recimo za tako zlorabo noben ne bo resno vzel, kot jo je ona recimo doživela. To je še recimo nažalost, tako se mi zdi kar kruto, na nek način še zelo sodobno, a ne, da se v bistvu otrokom, ki so spolno zlorabljeni, ne verjame, da so to res doživeli ali pa zakaj niso prej povedali, pa da tega pa ta stric sigurno ni naredil, tako da kar srahljivo v resnici, da je to še čist preveč res, kakor je bilo že takrat zdavni, ko je tale tole napisal. Nekaj smo v tej smeri naredili, da ne bi zdaj tako depresivni, kaj preveč ratal zdajle, ampak tako bi rekla, je še zelo živ tudi ta vidik. No, mogoče to v tem smislu travm. Recimo, če pa se mečkam premaknemo na valček, kjer je pa bolj v spredju mogoče prav ta manipulacija, a ne sistemska, tako bi rekla družbena. Zanimivo je pa, da tam tudi travmirajo te ljudi, sam na mal drugačen način, a ne, ampak travma, če jo doživiš v odraslosti, te na nek način lahko manj globoko poškoduje, kakor če jo doživiš v ranem otroštvu ali pa v mladostništvu. Zato, ker naša osebnost se zelo močno, pa tudi hitro razvija, torej zelo pospešeno v otroštvu, pa zelo hitro v mladostništvu, potem pa se na nek način upočasni to osebnostno zorenje pa spreminjanje osebnosti, ampak kljub temu lahko neke vztrajne travme pa manipulacije pa še vedno posameznika do te mere poškodujejo, da lahko tudi zboli.
a ne, in veliko ljudi zboli za duševnimi motnjami, tudi v odraslosti. Mogoče kot en zanimiv podatek, vsem za vas, ki ste mladostniki, pa ki morate zdaj tole razumeti v kratkem, čim boljš, je pa to, da pa vsem večina duševnih motenj vznikne v mladostništvu in sicer kar 75% duševnih motenj, a ne, vznikne v mladostništvu. Torej v odraslosti veliko manj duševnih motenj vznikne, ampak če se nekdo toliko trudi manipulirati, pa je pri tem vztrajen, pa hinavski, pa torej ciničen in tako naprej, kakor so te vloge opisane, a ne, potem seveda mu tudi uspe, da nekdo drug lahko zboli tudi v odraslosti, kakor se recimo temu Simonu, če sem si prav zapomnila, zgodi. No, tam gre pa recimo tudi zanimivo za manipulacijo in tudi manipulacijo bi lahko ovrednotili kot makro pa mikro, a ne? Torej, na mikroravni se manipulacija dogaja, bi rekla, v bližnjih odnosih oziroma odnosih z bližnjimi ali pa v intimnih odnosih, kjer spet, a ne, te recimo veliko globje poškoduje ali pa oblikuje in povzroči pri posamezniku, da ne zmore več ločiti med svojimi čustvenimi procesi pa mišljenjem svojim, a ne, svojimi procesi glede tega, kaj misli ali pa razume, pa med svojimi občutki pa občutki drugih. A ne, torej ta meja se v bistvu zabriše in zanimivo je, da zelo podoben učinek se zgodi, če gre tudi za makro raven manipulacije, kar pa je tukaj tako zelo zanimivo prikazan. In ima seveda potem tudi ta manipulacija učinke, da ti več niti na koncu točno ne veš, kaj res ti misliš, kdo si ti, kam spadaš, kaj si mislil prej, in v tem smislu zgubiš kot en tak občutek zase in v tem smislu tudi en stik z neko, bi rekla, polnostjo odnosov ali pa živostjo, ki bi v življenju morala biti, če bi se hotel zdravo razvijati pa imeti občutek ene konsistentnosti. Pa mogoče samo tako za zaključek še, da odrešenje je po defaultu možno, a ne, sploh, če smo na tej gimnaziji, skoraj ne smem drugače reči, to veš. Torej, tudi jaz verjamem, da je, ampak zanimivo je, da je to celo dokazano, ne, to je meni velikokrat zanimiv v tem, bi rekla, mojem poklicu, v teh naših znanostih, psihologija pa psihoterapevtska znanost, da neverjeten pogosto se dogaja v zadnjih desetletjih, da znanost dokaže nekaj, kar smo mi vedeli že 2000 let nazaj, ali pa glih takrat enkrat. In je res, ne, da odrešenje je dokazano možno tudi po zelo globokih travmah, seveda je velikokrat zelo veliko truda, potrebenega čisto v smeri premagovanja določenih strahov, pa občutkov nevrednosti, pa sploh prepoznavanja nekih, bi rekla, pristnih, ta pravih občutkov pa svoje notranjosti. Ampak je na nek način možno eno tako zdravljenje, a ne, čist osebnosti, torej. Medtem, recimo, če bi govorili o odrešenju znotraj enega tazga grdobastega sistema, ne, kakor je pri Valčku opisan, je pa težji v smislu eno tako kvaliteto odrešenja dosež, da ti lahko kvalitetno živiš, v tem smislu v odnosih, kot enega polnega življenja. Tam sem pa razmišljala bolj v smeri odrešenja, da se pa ti notranje osvobodiš, da notranji mir skušaš prepoznavati, pa ga čim bolj živeti. Bi rekla tako na zelo osebni ravni, kar pa je tudi možno, ampak je pa potrebna zelo v obeh primerih, tukaj mogoče pa še majčkeno bolj, če hočeš do te mere, bi rekla, eno polnost pa en mir v sebi živeti, pa prav odpuščanje. To je pa v bistvu en tak ločen proces, ki pa je v obeh primerih
doživljanja različnih travm ali pa teh manipulacij v odnosih, prek odpuščanja ali sebi, tudi v določenih teh primerih, kad imate tam tisto mamo, ki je poskušala dati umor, pa ga pa ji pol ni ratal, a ne, ona je v to krivdo ujeta in če bi hotela ona recimo odrešenje začutiti, bi morala v bistvu vse podpustiti, tega pa ni sposobna, bi rabila psihoterapeuta, ne pa tiste čudne pomočnice, ki ji želi maščevanje, a ne. Ja, no tako, nekaj v tem smislu, mogoče vam bo majčkeno pomagal razširiti ta pogled, ki je pa kar kompleksen v obeh teh dveh delih. Zahvaljujemo se vsem gostjam, da ste z nami podelile svoje znanje in ustvarjalne izkušnje. Sedaj pa ste tudi vi, publika, povabljeni, da vprašate katerokoli izmed gosti, če vas kaj zanima. Če ne, pa bova z voditeljico imava tudi midva nekaj vprašanj in kar za vse gostje me zanima, kako razumete ujetost v svetovih v vseh 4 dramah in kako dojemate preplet ujetosti in svobode v dramah. Kje so liki dram sploh svobodni, v katerih trenutkih drame oziroma vseh 4 dram so sploh svobodni? Pa kdo bi začel? Ja, Goga, čudovito mesto. Že sam Grum je pač tudi razmišljal o tem in tudi je noter en tak citat, ki smo ga tudi v prizoritvi mali izpostavili, ki se glasi: privid je edini paradiž, iz katerega ne moremo biti pregnani. In pač je tudi misel v tem, da kadar nekako svojo zavest daš na stran, da v nekaj drugega pobegneš, si najbližje svobodi, kar je zelo pač nevarna predpostavka, ampak je nek način take sprevržene svobode. Ali gre za smrt, torej eni se tudi napravljajo v Gogi k samomoru, ali je pač nek pobeg v sanjarjenje kot pač pisar ali pa ne vem, še kdo kaj sanjari. Ali je pač kakršnakoli zasvojenost, tudi ta, kaj je Julio Gapit, pač ko je s tisto lutko, ali kakorkoli, pač, da so na nek, se pravi, sprevržen način ljudje svobodni, kadar se odpovejo zavesti. Kar seveda ni svoboda, kakršni bi pač želeli iti, a ne, zdrava, svetla svoboda. Itak cela Goga je zgrajena na tem, da svobode ni, da so ljudje ves čas pod nadzorom drug drugega, da ves čas si prežijo na to, kakšno napako bo kdo naredil, kaj se bo zgodilo, a ne. Ni neke te dihajoče svobode, no. Tako, to je prva misel. Mogoče jaz nadaljujem potem za naše skladišče. Naše skladišče je že prostorsko postavljeno v skladišče, a ne? Že to pomeni, da gre za nek prostor, ki ni svoboden, je neka škatla in one zlagajo škatle in ves svet je neka škatla, v kateri živijo. Ampak vendarle znotraj teh škatel, konzerv, polic, imajo neka ta svoja mala veselja, imajo svoje sanje, imajo svoje talente, v katerih pravzaprav pride do izraza njihova osebnost in tudi na nek način njihova svoboda. Marija, ki piše roman, Evelin, ki poje, svobodne so v tem, kako se pogovarjajo, druga z drugo sanjajo v nekem drugačnem svetu, pa seveda jih vsakič znova zvonec spet opomni, da so tukaj. Ampak načeloma so to osebe, ki so seveda svobodne, one pač niso prisilno v tem skladišču, to so osebe, ki so tam in
pravzaprav tekst skuša pokazati, kako jih sistem dela nesvobodne s tem izkoriščanjem, s tem, da morajo biti več kot 8 ur, celo imajo neke vrste raziskovalnega novinarja, ki naj bi poročal o razmerah v tem skladišču, a ne? Ampak tudi z tega vidimo, da ni nič. Skratka, na eni strani seveda so svobodne, na drugi strani pa jih cel ta sistem nekega izkoriščanja, želje po zaslužku, preživetju, omogočanja življenja svojim otrokom, sili v ta podrejeni položaj neke nenehne odvisnosti od nadrejenih. Zato seveda tekst, pravzaprav so vsi ti teksti podobni, a ne, neko upanje ponudijo, ampak kdaj bo to upanje, ali bo kdaj, ali bo v prihodnosti drugače, pa pravzaprav v vseh tekstih ostane neizrečeno. Ja, Sartrovi liki pač seveda ne morejo nikamor, ne, to je nekako osnovna premisa. Kar se tiče pač fizičnega izhoda, veliko se s tem ukvarjajo, kje bi našli to, ampak potem pač Sartre naredi na koncu pač to znano, zanimiv obrat, to, da se ta vrata odprejo in potem pač te liki nočijo ven. Kar pač kaže na to, da še zmeram, kakorkoli je slabo, so rajši v tem, na kar so se vsaj malo navadili. So pa ti liki tudi zelo, kakor jim sploh lahko rečemo liki, no, tukaj bom spet opozorila na eno, pač mislim, to je pač zelo tezna drama, ne, tudi ti liki so na nek način tipizirani, ampak pač se s tem proba Sartre zgraditi, mislim, zaobjeti, kaj je gest čim večji del človeštva. Da so zelo ujeti pač v svoje značaje, a ne? Oni v bistvu ne morejo drugače, ne morejo si, neki se sicer trudijo, da bi nekako se rešili iz teh peklinskih medsebojnih vzorcev, ki se zelo hitro nakažejo, ampak so tako ujeti v svoj značaj in v svoj način delovanja, no, da nekako ne morejo iti ven iz tega. Ja, zdaj iz psihološkega vidika bi v resnici te ljudje, če bi želeli več te svobode živeti, bi tako mogoče malo sam tako se igrala z razmišljanjem, potrebovali nekoga izven tega sveta. A ne? Zato, ker mi za neko tako spremembo, temeljno spremembo v življenju potrebujemo odnos, ki je varen, ki je zaupen, kjer lahko začnemo raziskovati te naše, smo rekli prej, iskrene oziroma neke pristne misli, čustva pa občutke, in v teh dramah ni prikazano, da bi bilo to možno. A ne, kar pomeni, da če tam ni te možnosti, bi moral nekam drugam, kjer bi tako osebo našel, ob kateri bi pa potem lahko začel raziskovati svojo notranjost v enem pravem pomenu sploh besede. A ne, tako da moram reči, da mene se je zelo dotaknil, prav beseda se me dotaknila tam prvalčku, da je tam, kako je bilo že ime tisti, ki pol tistega Chopina igra? Kjera? Zdajle sem, nažalost sem zgubila ime, ampak kot da je ona tisto ranljivost, ta beseda mi je bila tako dragocena, potem začutila ob tem igranju in da je tam sem jaz tako rekla začutila to en kanček svobode, prav v tej besedi, ki se je pojavila. Ampak tudi za razvoj ranljivosti rabiš ti v resnici odnos, kjer to ranljivost lahko razvijaš, ker posameznik, dokler je sam, ni svoboden. A ne? V bistvu smo mi obsojeni na odnos pa ponudi svobodo, če je varen pa zaupen. A ne, tako kot je že v bistvu tudi ponovno spet celo v krščanstvu, a ne, da je trojedini Bog in je v bistvu odnos znotraj osebe same in je zanimivo, da mi smo toliko zavezani odnosu in rojeni s potrebo po odnosu in odnos je del nas, čisto od spočetja naprej, da v resnici mora biti odnos, ki je zdrav, da ponudi lahko to potem svobodno raziskovanje sebe ob drugmu. Tako da to je en tak, se mi zdi, vidik tragike, no, saj jaz ga tako čutim. Najlepša hvala. A je mogoče zdaj kakšno vprašanje iz publike se je porodilo? Ja.
A to je vprašanje ali opaska? A kaj pa ti misliš? Jaz ne vem, jaz mislim, da se tu in tam trudijo, ampak pač ne gre. Ja, v nekih situacijah v drami se pač poskušajo najti način za sobivanje, vsaj tukaj, a ne? Ampak se zelo hitro te poskusi izjalovijo. Mogoče en tak delček vidika, kaj bi bilo, če bi bilo, bolj v tem smislu, ne? Bolj irealis, ne? Ampak travma prav oblikuje tvoje delovanje pa možgane, a ne? In ti kljub hrepenenju, da bi želel ven iz tega, ne moreš sam ven iz tega na nek način, no? Se mi zdi, da je to tako globok zakrčen. Za travmo celo velja, za neke hude travme, velja celo, da jo prečiščuješ približno skozi 4 generacije, a ne? Ali pa celo travma kakšno generacijo preskoči, pa se potem spet manifestira v naslednji generaciji. En tak relativno tipičen primer, naprimer preskakovanja generacij, tazga na podlagi travme, je vznik anoreksije ali pa kakšne take tesnobne motnje v zdajšnji generaciji. A ne, kar konkretno pomeni, da recimo je stara mama doživela travmo, ne vem, med vojno ali pa po vojni, lažje med vojno, no, si predstavljati. Potem je ta generacija staršev v redu živela, funkcionalno na preživetju, a ne, torej čisto, da bi rekla, osnovne temeljne potrebe poskrbeti, pa hiše zidati, pa take stvari. Potem se pa v tej generaciji, ki je bolj ranljiva, pa razvije simptomatika ob starših, ki so sicer zelo skrbni, poskrbeli za vse, niso nič grdega za nalašč naredili ali pa celo so se zelo trudili, da bi vse zelo dobro naredili, a ne? Ampak pri, naprimer, mladostniku ali pa pri mladostnici pa pride do obrata doživljanja travme, ki je bila na čustveni ravni tako močna, zdaj, da se izraz na telesni ravni, kot telesna simptomatika. Zato, ker pa v bistvu telesna simptomatika nam lažja za prenašati, kakor čustvena. A ne, vedno je lažje, da te nekaj fizično boli, kakor da te čustveno boli. To je, bi rekla, ena taka zakonitost v našem organizmu, pa doživljanju, pa življenju. Tako da se mi zdi, da ta kompleksnost je v res teh dramah perfekten, pač res genialno prikazana, da v bistvu v tako kratkem času ali pa znotraj enega tazga mesta ali pa tele kvazi bolnice, ti ne moreš vse skupaj nič. Bi rabil res neko sočutje ali pa čist kvalitetno pomoč od zunaj, če bi res hotel nekaj spremeniti. Tako da ne gre samo za značaj, ampak gre za poškodovanost. A ne? In je to resnična zgodba, to hočem reči. A ne? Ni tako, samo neki so si izmislili, ampak je res toliko zarukan. Res je toliko težko skozi travme se prečistiti, se pa pač da, ampak z res veliko enega sočutja, podpore, odnosov, ki so veliko bolj zdravi. Tako, v tem smislu. Velikrat tudi medicinskega zdravljenja. Torej se vam potem zdi, da so osebe v dramah dovolj realistične, da bi se lahko pojavile tudi v našem vsakdanu? Ja, se nažalost se, sam mečkan manj zgoščeno. To so same realne osebe, totalno realne, meni se sploh niso zdele nič pretirane. Vmes sem se spomnila, naprimer, jaz sem pozabila imena, se opravičujem, ampak ko ima tisti gospod uno lutko, ne, da se z njo afne gunca, no, a ne, me je prešinil, ko sem enkrat v eni, prvi brala sem, pa nekaj sem sodelovala, no, a ne, imamo torej zdaj še malo bolj napredno to v Sloveniji, pa na Japonskem, pa sploh pa kaj takega, imamo v Sloveniji že bordel s takimi blazno finimi lutkami, ki se celo malo potijo, pa so tople, pa tako, da lahko vse to počneš. Torej, ti ni treba niti kaj zelo posebej se matrati, pa lahko gogo greš živeti v Sežani, je drugače to.
Tako da v tem smislu ni nič pretiranega, je še bolj bolno, kot ste zdaj kle zvedeli, sam boljš, da vam tistega niso dali za prebrati. Ne. Ne, je pa manj zgoščen in tisto, kar je mene čisto iskreno, pa sem stara obupen velik, ne, v primerjavi z vami, pa me je zelo globoko se dotaknil. Torej, branje takih dram je nemogoče, da te res pusti, skoraj te malo travmira, če pol ne debatiraš, ka neumen na teh urah slovenščine ali pa še s kom. Jaz sem recimo z možem, da sem bila sposobna semle prideti približno prisebna, ker je toliko zgoščen in to se mi zdi, da naredi eno tako težo. Kot na primer filmi, ki jih veliko najbrž od vas radi gleda, ne, filme, tam je toliko zgoščen, da potem včasih ne moreš tiste noči spati normalno. Ne. V tem smislu se mi zdi, da je to pol tako tisto, kar naredi gledališče ali pa film ali pa umetnost tako intenzivno, da te naše čute pa čustva tako prevzame, ne, da se nam zdi, da to ni mogoče. Ne. Ja, fina vprašanja, hvala. Jaz bi sam pokomentirala praktično, mi smo imeli zelo velike težave s tem, da smo videli te like kot realne ljudi. Potem, ko začneš enkrat, ko mora en igralec, ki zelo jezika, pač vedeti vse o svojem liku, vidi, da si treba ogromno stvari še zraven zmisliti, ker pač, ja, po eni strani to izhaja iz te omenjene zgoščenosti, zato ker pač Sartre tudi hoče izpeljati neko svojo poanto, ampak ko pa potem gledamo, koliko realne so te osebe, v bistvu pač vidimo, da pele se poanta skozi njih, zato da se postanejo zares realne, je treba pa še cel kup drugih stvari se okrog zmisliti. Mogoče bi še to dodala, da kakor beremo, a ne, in kakor je tudi rekla Andreja, so zelo realne, a ne, te osebe lahko. Ampak zanimivo je bilo, da v prizoritvi sta pa igralca šla v več vlogah bolj v karikirano smer. Kot da se skozi eno distanco lahko potem naredi prostor, mislim, tudi za gledalca, a ne, ki sprejema predstavo, da nekako skozi distanco še on malo s svojimi izkušnjami, z osebami, ki so njim podobne, a ne, ker če vidite Afro pa Tarbulo, dve opravljivki, pa potem sta še igralca malo potržaško zavila, da je bilo še bolj za tisto publiko. Lahko zagledaš še nekoga zraven ali pa nekoga iz svoje izkušnje, hkrati pa je bil tudi prostor za humor, je bil en prostor za to, da se nekako uravnoteži in srhljivost in humornost, koliko blizu sta v bistvu in odrešitev in dokončna ujetost. A ne? Da v bistvu zdaj je odvisno tudi, kako mi gledamo na to. In ja, včasih je pol zanimiv ta obrat, ja, čisto igralski, a ne, ki se zgodi skozi raziskovanje karakterja. Še kakšno vprašanje iz publike mogoče? Še zadnja priložnost. Ja. Ja. Če v bistvu gledalstvo nagradi, a ne, neke take perverzije z aplavzom, pač je to, kada v bistvu, po moje, Grum hotel povedati, da pač to spodbujamo, ne, to nagrajujemo, videli smo, kaj se je zgodilo, pa temu še ploskamo, bomo še delali tako, ne. Sicer mi pri uprizoritvi, to sem včeraj ful tuhtala, ampak nisem čisto prepričana, vem, da se je zaključilo, mislim, na en način odprto in optimistično, da Hana lahko gre, ker v bistvu Hana je že enkrat šla, ona je šla iz Goge, nje vmes ni bilo doma, ona je nekaj vmes doživela, je bila v enem drugem mestu, je že mislila, da je to samo en del njenih grdih sanj, ne skoraj da, dokler se ni vrnila nazaj in se je vse začelo spet vračati.
ampak se je zaključilo s tem prelihom in njegovo grožnjo. Tako da to obvisi, a ne, da če se družba širše tudi ne vključi pa spremeni, če ne more, tudi če je eden član šel mimo, ne, pa najde neko bolj podporno okolje, pa se vrne v zastrupljeno okolje, ga bo spet začelo zastrupljati, a ne. In je v bistvu po moje nek poziv celi skupnosti, družbi, da začne se širše spreminjati, ker samo eden proti vsem je boljše, da gre nazaj tja, kjer je lepo, ne. Še kakšno vprašanje? Ne? Potem pa se A je še, kje? Ja. Mislim, najbrž nismo prestrašili, v resnici smo poskušali nek humorni zaključek narediti. Ampak ja, pogleda v publiko, ja. Recimo, da si izbere, saj ko je naša ravnateljica to gledala, ni bila prav tako navdušena nad tem, je rekla, jaz pa nisem tako slaba oseba, kot so te, ki smo jih zdaj gledali, zakaj me zdaj pošiljate v peko, ampak kot rečeno, je bil to tako bolj humorni poskus. To bi pa zdaj težko rekla, da bi prav lahko kar jezik pol znal, če ga ni že prej znal. Če bi ga on prej že znal, sam tega nikjer ne zasledim, a ne. Zdaj, mi itak vsega odozad ne vemo, če bi zdaj čistko razmišljali, kaj je vse ta Simon prej že obvladal v svojem življenju. Če bi predpostavljali, da je on poljščino prej že znal, potem bi lahko travma povzročila neko tako zelo veliko spremembo v delovanju možganov. Ampak ta je že zelo taka posebna, no, v tem smislu zdaj, če se vrnemo k tem posebnostim teh likov. Recimo, jaz se ne spomnim kakšnega takega primera, bolj se zgodi, da ne zmorejo govoriti, ampak travma lahko marsikaj naredi, no, prav take spremembe v delovanju osebnosti, no, tako, da prav se drugače začneš obnašati, drugače delovati, zdaj, da bi prav jezik zamenil, zdi se mi sicer zanimiva pač prispodoba, kot v smislu, koliko te osebnostno spremeni, no. Drugače pa, to je že pa kar bolj vprašanje za psihiatra, če bi bilo v povezavi s kakšnimi shizofrenimi motnjami, ali pa mislim, da je malo bolj vprašanje za psihiatrično stroko, tako da boljše, da se ne delam preveč tako mogoče razmišljujoče zdajle. Ja. Mislim, to sicer ni čisto isto, ampak jaz sem brala o primerih, ki so bolj na glasbenem področju, je pa drugače, je šlo pač za fizično poškodbo, da je strela udarila v človeka. In človek, ki prej v življenju se ni nič z glasbo ukvarjal, je pol igral klavir. Pač, to je pisal Oliver Sacks, no? Njegovo knjigo sem brala, ki je bil neuroznanstvenik, ne vem kaj vse. In še neki drugi pač taki primeri. V zvezi prav s tem centrom, mislim, očitno je bil pač nekaj v možganjih se zgodilo, ne vem kakšen preskok, ampak pa, da se je z veliko lahkoto kar loti igranja klavira in igral klavir. In prej sploh ni bil nič z glasbo, tako da ne vem, najbrž je res to stvar možganov. Še kakšno vprašanje?
Potem pa bi s tem srečanjem počasi zaključili. Najlepša hvala vsem gostjam, da ste nam izpostavili vidike, ki jih same vidite, da nam podale še neka nova vprašanja za razmišljati ali pa podale neke nove odgovore. Tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas in bili tukaj s svojimi idejami in da ste nam podarili svoj čas. Najlepša hvala.